Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v čudovitem ambientu Viteške dvorane, kjer bomo z današnjim slavnostnim koncertom učiteljev glasbene šole Brežice obeležili Svetovni dan učiteljev, ki ga praznujejo po vsem svetu, več kot 100 držav danes praznuje in praznujemo ga tudi mi. Med nami danes prav lepo pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Prav tako lepo pozdravljamo podžupanjo občine Brežice, gospo Mojco Florjanič. Z nami je tudi ostala občinska delegacija. Lepo pozdravljamo tudi doktorico Stanko Preskar iz Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. In v veliko čast nam je, da je danes z nami tudi nekdanji ravnatelj glasbene šole Brežice in častni občan občine Brežice, Dragutin Križanič. Danes bodo vloge zamenjane. Ponavadi so učenci tisti, ki nastopajo in učitelji v zaodrju jih spodbujajo in spremljajo. A danes bo seveda drugače. Učitelji so tisti, ki so izbrali program, ga vadili, pilili in v zaodrju sedaj že ogrevali prste in glasilke, da pokažejo, kaj znajo. Se morda sprašujete, če imajo kaj treme? Zagotovo jo imajo. Kajti nekaj treme na nastopu vedno mora biti, saj je potem nastop tako, kot mora biti. Za učitelja v glasbeni šoli ni več samoumevno najti čas za vajo. Večino časa posvetijo učencem in njihovim talentom. Sicer pa, kaj je lepšega in plemenitejšega, kot mlajšim generacijam predajati glasbeno znanje, ljubezen do ustvarjanja in širjanja glasbenih obzorij. To je poslanstvo, ki mlade glasbenike utrdi na njihovi življenjski poti.
Estrema Dio, pallaggio altero, freddo sepolcro dell'angelo mio, ne a protegger lo valsi, maledetto, o ville seduttore, e tu, vergin soffristi, rapita a lei la verginal corona. Ah, che dissi, deliro, lacerato spirito del mesto genitore era serbato a strazio d'infamia e di dolore. Il sarto a lei de martiri, pietoso il cielo die, presa al fulgor degli angeli, prega Maria per me. Presa al fulgor degli angeli, prega Maria per me. Prega per
Predano učiteljevo delo je tisto, ki se dotakne učencev mnogo globje kot samo posredovanje znanja. Dan učiteljev 5. oktobra obeležujemo letos že 30. leto. Ta dan je priložnost, da izrazimo učiteljem priznanje za njihovo pomembno vlogo v izobraževanju in pri razvoju družbe. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi na podlagi priporočil o položaju učiteljev, ki pa so bila sprejeta že leta 1966. Ta dokument velja še danes in določa pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govori o položaju, ki bi ga le-ti, glede na zahtevnost, morali imeti v današnji družbi. Učitelji so ključni motor vzgoje in izobraževanja. Brez njih nobeni dobri nameni, zamisli in rešitve ne morejo vzkliti. V šolskem letu 2023-2024 je v glasbeni šoli Brežice 30 predanih in srčnih učiteljev, ki svojo ljubezen do glasbe prenašajo na mlajše rodove. Prisluhnimo.
V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pod geslom učitelj zapisano takole. Učitelj je, kdor poklicno uči, poučuje. Mi pa smo pri nauku v glasbi učence vprašali, kaj oziroma kdo je za njih učitelj. Med vsemi iskrenimi in izvirnimi odgovori vam jih danes nanizam le nekaj. Luka, ki šteje 8 let, pravi: učiteljico imam, da daje domače naloge. Učitelj je zame dober in da me nekaj nauči, je povedala Zarja, ki ima 7 let. 7-letni Filip pa je očitno zelo velik sladkosned in je napisal takole: učiteljica je zame tista, katera mi da sladkarije. Z učiteljico vadimo note, je povedala Lora, ki ima 9 let. Mali Izi pa se je očitno zelo mudilo na stranišče, kajti dejala je: učitelj je tisti, ki mi pove, kje je WC.
Če bi vas sedaj vprašala, ali se spomnite svojega prvega učitelja oziroma učiteljice, mislim, da bi mi vsi pokimali. Pa so ti spomini dobri, lepi ali malo manj prijetni? No, nekdo bi rekel, da je prva učiteljica bila zelo prijazna in srčna, nekdo drug bi rekel, da je bila kot zmaj, ki je vlekla za ušesa in dajala veliko domače naloge. No, moja učiteljica v glasbeni šoli pa je zelo rada pisala z velikimi tiskanimi črkami in sicer samo eno besedo – vadi. Ampak ta beseda je imela več stopenj. Prvo je lahko pisalo vadi, potem vadi z enim klicajem, pa nato vadi z 2, 3, prišle sva tudi do 5 klicajev. No, potem vztrajali sva obe. Na koncu je kupila še rdeče pisalo in na koncu je nauk zgodbe, vztrajali sva obe in splačalo se je. Znanje se je včasih prenašalo ustno, tako je bilo tudi z glasbenim znanjem. Na mnogih koncih sveta je učenje glasbe še vedno vezano na ustno izročilo v zasebnosti učitelja in učenca.
Javno glasbeno šolstvo nikakor ni samoumevnost, čeprav se nam danes zdi to skoraj neodtegljiva pravica. V Evropi je javno glasbeno šolstvo zelo razvito. Na primer, v Nemčiji je več kot 900 javnih glasbenih šol, v Sloveniji jih imamo 54. In tako kot vsaka šola, ima tudi glasbena šola svojega ravnatelja, ki predstavlja glavni motor in je vodilo tako za učitelje kot tudi učence. Na tem mestu na oder vabim našega brežiškega ravnatelja glasbene šole, to je Danijel Ivša, da spregovori nekaj besed ob današnjem prazniku. Izvolite. Spoštovani, spoštovane, veliko čast nam je, da ste prišli in prisluhniti našem koncertu učiteljev. Gospod župan, velika čast, da ste tukaj, podžupanja, gospa Stanka Preskar, moj predhodnik Beti. Zelo smo veseli, da smo danes dvakrat napolnili dvorano. Najprej smo razmišljali o enem koncertu, ampak edina logika je, da delamo 2 koncerta, bilo bi pa prostora tudi še za 3., mogoče pa naslednjem letu. Učitelj, plemenito, odgovorno, zahtevno, da, zelo zahtevno in hvaležno. Hvaležno po tem vidiku, kaj dobimo nazaj od otrok. Mi njim dajemo, od njih dobivamo več, kot mi njim lahko damo, če znamo to prepoznati. Na tem mestu čestitam vsem učiteljem, ki ste tu prisotni ob našem prazniku. Glede na to, da je pa bilo o učiteljih že marsikaj povedano, bi se pa jaz dotaknil nekoliko glasbenega šolstva. Kako se je pričelo? Malo zgodovine. Dela Bacha, Vivaldija, Mozarta, Haydna so zahtevali od drugih glasbenikov vse več in bolj strokovno znanje. Razna glasbena in kulturna društva so bila zainteresirana za strokovno glasbeno šolo in novembra 1815 je dvorna pisarna na Dunaju dovolila odprtje javne glasbene šole pri Normalki v Ljubljani. Javna glasbena šola je s poukom, ki ga je takrat vodil Franc Sokol, prvi edini učitelj, tudi za njega je bil razpis v dunajskih časopisih, pričela 7. novembra 1816. Javna glasbena šola se je s svojimi vzponi in padci v težkih razmerah obdržala 59 let. V tem času sta glasbeno šolo ustanovili tako Filharmonična družba kot Glasbena matica. In Glasbena matica, prav Glasbena matica je leta 1919 ustanovila konzervatorij za glasbo v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je pa sledil razcvet javnega glasbenega šolstva pri nas. Tako tudi v Glasbeni šoli Brežice, ustanovljena je bila leta 1946, pouk je pričela s 3. oktobrom. Takrat je bilo vpisanih 72 učencev in 5 učiteljev je poučevalo. In glasbena šola je rasla, cvetela, se selila z enih prostorov v druge. In danes smo na 30 učiteljih in na 340 učencih. Danes smo zelo ponosni, da lahko tudi učitelji vam podarimo nekaj. Kot je napovedalka povedala, mi vedno poslušamo otroke. Čudovito. Pa je zanimivo tudi slišati nas na odru, ne samo v učilnicah. Je, ne? Na tem mestu, hvala lepa. Na tem mestu gre moja osebna zahvala tudi tistim, ki so danes prispevali k organizaciji tega koncerta. Najprej ena in res edina Alenka. Zelo smo hvaležni, da lahko tako dobro sodelujemo Posavski muzej Brežice, kajti ta viteška dvorana, ta baročni biser je enkratna priložnost. Si zamislite majhnega otroka, da tu igra, že tu dobiva občutek prave koncertne dvorane in to je odlična popotnica za naprej. Alenka, prosim.
Tako kot bom se vsem sodelavcem zahvalil, mi reče Alenka, tudi vsi sodelavci. Da, tudi vsi sodelavci Posavskega muzeja Brežice, ki nam pomagate pri organizaciji koncertov. Hvala lepa, iskreno. Na to se želim zahvaliti tej mladi dami, naši bivši učenki, naši citrarki, povezovalki, Ani Urek. Anja, iskrena hvala za tvoj doprinos za našemu učenju. Tukaj vidite nekaj, ampak okrog tega koncerta smo že rekli, so pa še druge zadeve, priprava, organizacija, logistika, tako naprej. To gre pa zahvala celotni tehnični ekipi, naši, ne učiteljem, tehničnemu kadru in pa moji novi pomočnici. Glasbena šola Brežice ima od 1. septembra pomočnico ravnatelja, za kar se izredno zahvaljujem ministrstvu, ker se je spremenilo standarde in normative, ker je ravnateljevo delo postalo vse bolj zahtevno in nekateri ravnatelji grejo nazaj učiti, ker nočejo več biti ravnatelji, ampak jaz sem še vedno tu. Anita, hvala lepa in prosim, da prevzameš rožico v imenu tehničnega kadra in tvoji organizaciji. Hvala ti. In pa, dragi moji učitelji, zelo sem hvaležen, da vas lahko vodim. Veliko smo naredili in veliko še bomo. Hvaležen in ponosen sem pa na to, da smo pripravljeni na take koncerte, na take izzive. Da smo pripravljeni na novitete in da smo se pripravljeni prilagajati duhu časa, katere spremembe so neizogibne. Hvala lepa in prosim Mihajlo Komočar-Gorše, predsednico sveta zavoda in učiteljico, da prevzame rožico v imenu Danijela Juše, ravnatelja Glasbene šole Brežice in za vse učitelje. Hvala lepa. In ne nazadnje, veste, kaj piše v našem aktu o ustanovitvi? Ustanovitelj Glasbene šole Brežice je občina Brežice. Gospod župan in občina Brežice, hvala lepa, da nas podpirate, zelo smo hvaležni, da nam stojite ob strani, mi bomo tudi vam, kadar nas boste potrebovali. Hvala lepa in prosim za eno simbolično darilo. Dovolite mi, da se v imenu našega kolektiva Glasbene šole Brežice zahvalim našemu ravnatelju, gospodu Danijelu Juši. Naš orkester ne bi nikoli zvenel tako ubrano, kot je ubran pod tvojo taktirko. Hvala za vse, dragi naš Danijel, in uspešno taktiranje še naprej. Hvala lepa. Taktiranje boste pa videli čez nekaj časa. Danes si je težko predstavljati, da je v začetku 19. stoletja Ferdinand Leopold Schwert, basist v ljubljanski stolni kapeli in učitelj tamkajšnje glasbene šole, poučeval godala, pihala, orgle, klavir in petje. Naprimer, Johann Sebastian Bach je v 18. stoletju poučeval še latinščino in danes veljam za enega najbolj vplivnih piscev v glasbi. In morda se sprašujete, kako je danes? Danes imamo v Sloveniji več kot 50.000 izvrstnih učiteljev, ki dnevno prihajajo v stik skoraj 500.000 udeležencev izobraževanja.
Učitelji so pomemben povezovalni element družbe, vsaka sprememba v njej se začne ravno z njimi. Učitelj v glasbeni šoli v šolskem letu oddela več kot 1500 ur in to ni samo pouk, to so tudi komorne igre, orkestri, revije, tekmovanja, povezovanja in nenazadnje tudi sodelovanje z ostalimi glasbenimi šolami, institucijami in tudi z glasbenimi šolami izven meja. Brežiška glasbena šola že 21 let piše čudovito zgodbo z glasbeno šolo Dobržani iz Češke. Tam se vsako leto vračajo naši učenci, tu nastajajo številna poznanstva in prijateljske vezi, ki ostanejo za celo življenje, saj jezik glasbe resnično ne pozna meja.
Glas o izvrstnih uspehih glasbene šole Brežice odmeva daleč naokrog. Številna odličja so rezultat predanega dela, tako učitelja kot učenca, ki s trdim delom in vajo dosega zastavljene cilje in se veseli novih glasbenih izzivov. In prepričana sem, da vsak učenec pozna, da glasbena šola ni samo učenje instrumenta. Glasbena šola ti da vrednote za vse življenje. Tukaj je tudi premagovanje treme, nastopanje, samostojnost, odgovornost, vztrajnost. Nenazadnje zgodba v glasbeni šoli piše tudi o prvi ljubezni, zarokah in nepozabnih spominih. Kmalu spoznaš, da je to dom, dom glasbe, veselja, novih obrazov in izzivov. Dom, v katerega se radi vračamo, teden za tednom, leto za letom. In tudi ko končamo, je v srcu še vedno mesto za glasbo in spomine na to čudovito obdobje. Spoštovani, spoštovane, današnji slavnostni koncert se približuje koncu. Zaključili ga bomo tako, kot smo ga začeli, z glasbo in mislijo. Glasba je najbolj priljubljen jezik na svetu. Z glasbo je mogoče povedati veliko več kot z besedami. In ob današnjem dnevu učiteljem, dragi naši učitelji, v imenu vseh učencev glasbene šole Brežice vam sporočam še tole. Za svet si morda res samo učitelj, a za učence si njihov heroj. Najlepša hvala in želim vam prijeten večer še naprej.
majhen vis smo pa vseeno pripravili, malo bo poseben, nismo vajeni takšnih visov, pa verjamem, da vam všeč. Hvala lepa, to je bilo vse za danes, lep večer še naprej in pridite v svoj. Za to skladbo je napisala Špela Avsek. Dovolite mi, dragi učitelji glasbene šole, učiteljice, da vam najprej iskreno čestitam za današnji dan. In iskrena hvala v imenu učiteljev in učiteljic in vseh ostalih, da ste nam danes, današnji dan, pričarali tako lep in zaključili večer v veselem tonu. Ta taktirka dela dobro in verjamem, da bo še nekaj let. Čestitam iskreno in hvala lepa.